Dober dan, dobrodošli nazaj na mojemu kanalu. Danes se bomo pogovarjali o stretchingu in sicer bolj natančno o stretchingu okoli treninga. Izpostavil bom par pozitivnih učinkov, ko jih lahko ima stretching na določene tipe treninga, izpostavil bom pa tudi par negativnih učinkov, ko jih lahko ima določen tip stretchinga na določen tip treninga. Zdaj pa zato, ker se že en cajt nisem, se bom kar na začetku videa spet zahvalil vsem svojim Patreon podpornikom, ki me zdaj že več kot 3 leta v bistvu spremljajo in podpirajo predvsem moj kanal pa rast mojega znanja z neko minimalno naročnino v moji Patreon skupini. Link bom delil v opis, pa lahko klikneš pa si pogledaš, kako izgledajo Patreon naročnine, potem te pa itak dodam v Facebook skupino, kjer pač pol celotna skupina deluje. Ok, to je pa to. Ne bo že grem kar na video. Prvo je po mojem mnenju najbolj pametno, da si čisto na hitrico pogledamo osnovne mehanizme določenih tipov stretchinga, ki sem jih jaz osebno označil za najbolj popularne. In s tem, ko mislim najbolj popularne tipe stretchinga, govorimo o tistih, ko jih jaz največkrat vidim, da se izvajajo v fitnessu, oziroma okoli tistih, ko jaz dobim največ vprašanj. Pa se bomo prvo osredotočili na po mojem mnenju najbolj znanega in to je klasičen statičen stretching. Zdaj, to je ta stretching, ko ga največkrat vidim, da se dela po treningu in največkrat se dela po treningu za moč oziroma po treningu za hipertrofijo. In glih na trening za hipertrofijo ima verjetno najslabši učinek, do tega bomo še prišli, je pa verjetno en izmed boljših, če ne mogoče celo najboljši za razvoj gibljivosti. No in kako izgleda statičen stretching? Zdaj, za primer bom vzel hamstringe oziroma pa zadnje lože, zato je pač najbolj banalen primer. Usedeš se na tla, noge stegneš pred sabo, stegneš jih tako, da so iztegnjene v koleno, probaš je tako pokončno sedeti in zdaj hočeš raztegniti zadnje lože, oziroma pa zadnjo verigo, zadnje stegenske mišice. To boš dosegel tako, da boš v bistvu z rokami potoval oziroma s trupom potoval proti prstom na nogah in s tem boš raztegnil zadnje lože. In zdaj, če bi izvajal statičen stretching, zdaj govorimo o definiciji statičnega stretchinga, kako se naj bi izvajala glede na literaturo. In to izgleda tako. Prideš do svoje končne pozicije, kjer je razteg 10 od 10, pač toliko, da ti mišica ne pokne, ampak je maksimalen razteg, ko ga ti še čutiš lahko. V tistem položaju boš zdaj statično zadržal 30 sekund. Po 30 sekundah boš počasi spustil, šel nazaj v začetni položaj in pa boš imel 5 do 10 sekund pauze, da mišica čisto malo popusti in boš šel še enkrat v tis razteg, ki se bo zdaj verjetno malo bolj poglobil. In boš spet zadržal 30 sekund, in to še vse skupaj enkrat ponovil. Se pravi, za vsako mišično skupino boš delal 3 po 30 sekund z vmesnimi 10 sekundami pauze. 3 serije je dovolj za eno vadbeno enoto oziroma za eno mišično skupino. In to je najbolj optimalno ponavljati 2 do 3 krat dnevno. Zdaj en tak fun fact tule vmes lahko vržem in sicer moje mnenje je, da vsi ljudje, ko so pač načeloma kakor toliko sposobni se gibati, zdaj ne govorimo o ljudeh, ko pač imajo kakšne poškodbe ali pa so na kakršenkoli način omejeni pri svojem gibanju, kakor toliko zdravi ljudje lahko v 2 do 3 tednih načeloma vsi pridejo do moške ali ženske špage s tem tipom stretchinga. Ampak glih zaradi tega je treba pri tem stretchingu še posebej paziti. Tet stretching bo dejansko, če bo narediti tako je treba, se pravi, tako smo rekli 2 do 3 krat dnevno, 3 krat 30 sekund na mišično skupino, bo dejansko povzročil mikropoškodbe mišic, to, kar se zgodi pri treningu za hipertrofijo. To pomeni, da boš samo, če delaš tet trening za razvoj gibljivosti, boš naredil oziroma boš povzročil muskel fiber. Obenem pa, če boš tet stretching delal pred treningom, bo ravno zaradi tega, ker ti z mehanično silo razteguješ mišice čez njihovo maksimalno amplitudo, ko lahko grejo trenutno, boš tudi znižal razvoj moči, razvoj maksimalne moči, razvoj eksplozivnosti. Kar pa bo za trening mišične moči ali mišične hipertrofije ful slabo. To je to glede statičnega stretchinga, zdaj gremo pa na dinamični stretching. Ok, zdaj izvaja se na tak način. Spet bomo vzeli hamstringe oziroma zadnje lože, razteg zadnje lože. Isto se boš usedel na tla, isto boš stegnil noge pred sabo, iztegnil koleno, zato da pač čim bolj izoliraš zadnjo ložo. In zdaj se boš spet spustil do une pozicije, se pravi, rečemo dotik prstov. S tem, da zdaj ne greš do maksimalnega raztega, ampak greš do raztega, ko bi rekel 7 do 8 od maksimalnega raztega, ki je v tem primeru 10 od 10. In zdaj boš v tej poziciji zadržal, se pravi 7 do 8 pozicij raztega in boš naredil zibe, se pravi zib malo naprej, pa zib malo nazaj.
In jaz priporočam načeloma, ker iz prakse se mi zdi, da se še tako najboljš pokaže, da deluje 10 do maksimalno 20 zibov v tisti poziciji. Zib pa ne boš naredil, se pravi, če si zdaj vstavil na 7 od 10 raztegov, ne boš naredil do raztega 10 od 10, ampak boš še vseeno si vzel malo fore. Se pravi, se boš gibal od raztega 7 od 10, boš šel do 9 od 10, pa nazaj do 5 od 10. In se boš tu vmes zazibo 10 do 20 krat. To je dinamični stretching. Zdaj, s tem stretchingom, oziroma s tem principom stretchinga, bomo predvsem vplivali, sicer bomo vplivali na mišiče, zaradi tega, ker bo neka zunanja tenzija raztegovala mišico, ampak bomo vplivali tudi na mišično vrteno in sicer refleks na nateg, ki bo hkrati malo sprostil občutek zategenosti, če ga imaš, po drugi strani pa dejansko lahko poviša aktivacijo oziroma jo vsaj ne zniža. To pomeni, da je že sam iz tega ta varianta stretchinga verjetno bolj optimalna za večino populacije. Pa gremo na tretjo verzijo stretchinga, ki je spet ena verzija stretchinga, s katero lahko zelo dobro razvijamo gibljivost, in sicer PNF stretching, to ste verjetno tudi že čuli. Tet stretching, oziroma tet princip stretchinga bo pa najbolj deloval zaradi tega, ker izkorišča nevromišično aktivacijo oziroma inhibicijo. In sicer dejansko izkorišča en refleks, ko se imenuje recipročna inhibicija. Recipročna inhibicija se čuje res neka taka beseda, tako da je ne vem kakva znanstvena fantastika, ampak to je samo enostavno. Tisto mišico, ko mi raztegujemo, je fajn, če je njen antagonist inhibiran takrat, ko mi mišico raztegujemo. In s tem principom stretchinga bomo to naredili. Tule bo pa zdaj dejansko lažji primer, če vzamemo biceps. Naprimer, mi hočemo raztegniti biceps. In s tem, ko hočemo raztegniti biceps, njegov antagonist je triceps. Mora biti triceps čim bolj sproščen, da lahko pač naredimo maksimalno amplitudo za razteg bicepsa. In zdaj tudi stretching bomo delali na tak način. Šli bomo do raztega bicepsa, do naše maksimalne amplitude, bomo zadržali 5 do 10 sekund in zdaj bomo izometrično aktivirali biceps. To pomeni, da jaz hočem pokrčiti roko, s tem, da je ne. Se pravi, samo izometrično pokrčim, držim 5 do 10 sekund in pol spet spustim in naredim razteg bicepsa. To bo zdaj, ta aktivacija bicepsa izometrično bo aktivirala biceps in inhibirala, se pravi, znižala aktivacijo tricepsa. In ko bomo mi popustili, bo triceps aktivacija znižana, se pravi, bomo lahko še bolj odprli komolec oziroma raztegnali biceps. Na kratko je v bistvu to PNF, ki izkorišča recipročno inhibicijo. Celotno ime za zanimivost PNF pomeni proprioreceptivna nevromišična facilitacija. Upam, da je bilo kakor to razumljivo. Zdaj gremo pa še na zadnjo verzijo stretchinga, ki pa načeloma ni glih stretching, zaradi tega se imenuje tudi mobility. In mobility je pa, po mojem mnenju, zdaj nekaj tudi na začetku povem, da imam malo biasa v igri iz moje strani, zaradi tega, ker jaz uporabljam mobility in pred treningom in po treningu, pa včasih oziroma velikokrat tudi čisto kot posebej trening enoto je za mobility. To pa zaradi tega, ker je mobility ena verzija, kjer pri stretchingu mi načeloma hočemo ali načeloma na dolgi rok povišati amplitudo giba, ali pa sprostiti neko zategenost v mišicah. Mobility bo pa povzročil ne samo, da mi povišamo svoj obseg giba v določenem telesnem segmentu, ampak hkrati smo v maksimalni amplitudi tudi močni. Zaradi tega mi je mobility veliko bolj všeč. Tule, kar bom delil tule ali pa tule moj sliko od mojega enega videa, v katerem mislim, da je naslov univerzalno ogrevanje v 10 minutah. Dejansko, če si to pogledate, lahko vidite, kaj načeloma pomeni mobility, ker je 60% tistega ogrevanja sestavljena iz mobilityja in eno in isto ogrevanje delam že 4 leta pred vsakim treningom, ko ga naredim, in se mi zdi, da najboljš aktivira mišice, najbolj stabilizira sklepe v vseh amplitudah, pa tudi, to je zdaj itak subjektivno mnenje, tudi se mi zdi, da če naredim kvalitetno ogrevanje na tak način, je moja mišična moč večja na treningu, oziroma vsaj bolj ziher sem v izvedbo svojih gibov. Teda mobility je res ena taka stvar, ki je po moje optimalna za razvoj gibalnih vzorcev nasploh in za pripravo na trening. Je pa še ena stvar, ko jo lahko tule omenimo pri mobilityju,
Verjetno, sicer nekaj se že kaže iz literature, ampak ni veliko študij še na to temo, se pa kaže, da ima potencial mobility povišati produkcijo sinovialne tekočine v sklepih. To je pa samo ena tekočina, ko si jo lahko predstavljate dejansko tako motorno olje, ko pač maže, zato da pač ne zariba mašina. In isto je pri nas. Sinovialna tekočina bo pozitivno vplivala na sploh na ovojnice pa na hrustanc v sklepih in bomo mogoče lahko malo izboljšali z mobilityjem tudi zdravje na tem nivoju, ne samo iz mišičnega nivoja. No, ok, zdaj pa, ko približno vemo mehanizme, ko sem šel na hitro pa zelo na grobo skozi, lahko gremo pa pogledati, kako bi jaz osebno razporedil stretching okoli treninga in katere tipe stretchinga bi uporabil kdaj, pa katerih kdaj ne bi. Prvo se bomo osredotočili, če ti je cilj s treningom razviti moč. Če hočemo razvijati moč na treningu, moramo premikati visoka bremena z načeloma tudi visoko hitrostjo, ampak v manjšem številu ponovitev. To pomeni, da hočemo visoko aktivacijo motoričnih enot, plus ko je konec treninga, hočemo tisto aktivacijo pač obdržati kolikor dolgo se da, zaradi tega, da se tudi neuromuskularni sistem prilagodi. Se pravi, tule takoj vidimo, da neko dolgotrajno raztezanje v statičnih položajih takoj že odpade, če hočemo optimizirati trening za moč. Statični stretching pa PNF stretching takoj odpadeta. Tak pred treningom, tak med treningom, pa tak tudi kot po treningu. Še posebej po treningu. Jaz, če bi delal in pred treningom in po treningu neko obliko stretchinga, bi delal pred treningom, tako sem prej rekel, mobility, oziroma v ogrevanje bi si dal par vaj za mobility, po treningu pa če čutiš neko napetost. Jaz prvo kot prvo sploh ne bi delal, ne stretchinga, ne mobilityja, ne kakršnekoli verzije. Če pa čutiš neke napetosti v mišicah, bo pa tu verjetno najboljši ali spet mobility, ampak jaz bi mogoče prešel to celo na dinamični stretching, ki bi naredil 7 do 10 ponovitev na tisto mišično skupino, ko načeloma čutim v njej napetost. Sam toliko, da aktiviraš refleks na nateg, ki bo malo sprostil občutek zakrčenosti, ne bo pa hkrati znižal tudi aktivacije po treningu. Naredil bi max 2 seriji 7 do 10 ponovitev raztega na tisto mišico, ko čutiš. Ok, zdaj pa gremo na naslednjo in to je, če je cilj hipertrofija. Tu pa največkrat vidim napake posameznikov, ko se dogajajo. Predstavljaj si, narediš nek super duper carski trening za hipertrofijo. Že med treningom čutiš, da bo muskel fiber že kar zvečer, ampak verjetno naslednji dan pa še čez kakšne 2 dni boš čutil muskel fiber. To pomeni, da si ne samo naredil mišično tenzijo, ne samo, da si dosti volumna premaknil, verjetno si naredil tudi mikromišične poškodbe, ki so sestavni del hipertrofije oziroma sestavni del signala za hipertrofijo. In zdaj je tule najbolj pomemben point verjetno v tem delu razvoja hipertrofije. Mi za hipertrofijo rabimo mikropoškodbe tudi ob drugih stvareh, ampak hkrati ne smemo povzročiti preveč mikropoškodb, zaradi tega, ker pol namesto, da bi počival 1 ali pa max 2 dni tisto mišično skupino, boš mogel počivati 3 ali pa celo 4 dni, kar se zgodi. In zdaj, prvo kot prvo, ne boš mogel trenirati čez 2 dni, tako si zamislil. Drugo pa na ravni celotnega tedna ne boš dosegel takega volumna, zaradi tega, ker si se enostavno povzročil preveč muskel fibra in pač enostavno ne boš mogel ali se bo spravil fitness, ampak ziher ne boš mogel narediti takega volumna, predvsem ne boš mogel narediti kvalitetnih ponovitev oziroma učinkovitih ponovitev, ki bi jih lahko definirali z mehanično tenzijo na mišice. Se pravi, mehanična tenzija pa tedenski volumen sta pa verjetno, oziroma po mojem mnenju, ta glavna dejavnika, ki prispevata k optimalni hipertrofiji, poleg drugih stvari, kot so na primer mikropoškodbe. Tule mislim, da bi se strinjal tudi Matjaž Rojko. Če ne veš, kdo to je, bi ti priporočil, da si ga greš pogledat. Tule se bo pokazala njegova slika, bom pa v opis delil tudi njegov profil. Če hočeš izvedeti predvsem o hipertrofiji, mislim, da boljšega naslova v Sloveniji trenutno ni. Zaradi tega, ker razloži skozi raziskave, predvsem na svojih storjih, hkrati pa razloži na tak način, da načeloma lahko 8 od 10 ljudi razume. Teda njegov profil res priporočam pogledati. Ok, gremo dalje, zdaj sem malo zaplaval. Se pravi, v tem primeru po hipertrofiji niti približno, moje osebno mnenje, ne delati statičnega stretchinga. Velikokrat vidim, naredijo trening nog, itak so celi napumpani, imajo občutek, da so mišice zategene in pol grejo delati ne vem kakšne špage, ne vem kakšne streče za 40 sekund, za 1 minuto držijo v tisti poziciji. To samo pomeni, da boš tiste mikropoškodbe, ko si jih na treningu naredil, še povečal in si boš muskel fiber sam še podaljšal. Jaz bi pri hipertrofiji naredil tak,
Načeloma po koncu treninga niti ni take panike delati stretch, ali pa še bolj bi bilo, če bi vmes med vaje naredil. Se pravi, delaš, spet bomo vzeli biceps. Delaš biceps, pri tretji seriji čutiš, da roke ne moreš čist iztegniti, zaradi tega, ker je biceps cel napumpan, vse krije šlanoto njega skozi dela in pač boli. Kamot raztegneš, zadržiš 7 do 10 sekund, spustiš, mogoče to ponoviš dvakrat, toliko da popusti. Ne pa med treningom ali pa sploh po treningu delati prav 30 sekundnih strečev v maksimalnih pozicijah, zaradi tega, ker na dolgi rok to 100% bo inhibiralo hipertrofijo. Oziroma vsaj ne bi bil tak napredek, ko bi lahko bil. V glavnem, PNF stretch pa statični stretching po hipertrofiji odpadeta. A ja, pa tako sem prej rekel, še sam to, prej da gremo naprej. Pri hipertrofiji je isto, je podobno kot pri moči. Rabiš aktivacijo mišičnih enot, zaradi tega, ker boš lahko lažje prišel do tistega bremena, ko ti bo omogočil bolj kvalitetne ponovitve in kar na dolgi rok itak je pač pozitivno. In s tem, tako smo rekli, če boš naredil pred treningom statičen stretching oziroma PNF stretching, boš zmanjšal aktivacijo, boš zmanjšal razvoj moči in boš 100% lahko naredil manj volumna. Se pravi, tudi iz tega vidika bo spet manj optimalno za hipertrofijo, če boš delal neke statične stretchinge prej. In zdaj, če ti je cilj razvoj gibljivosti, tu je pa čist druga zgodba. Tu pa mobility načeloma niti dinamični stretching nima takaj za delati. Zdaj, če govorimo, da imamo dejansko cilj izboljšati gibljivost. Seveda bo ta lahko mobility pa dinamični stretching tudi malo izboljšala gibljivost na dolgi rok, še posebej, če smo na začetku ful zakrčeni. Ampak tule sta undisputed zmagovalca ali statični stretching ali PNF stretching. Jaz se tule načeloma ne bi mogel odločiti, kjer je boljši niti iz vidika literature. Načeloma bi priporočil, da tule delaš tistega, ko se ti lažje vzdržuješ. Oba dva bi delal 2 do 3 krat dnevno. Smo pa tako, smo prej rekli, PNF se dela na drugačen način kot statični stretching, ampak za razvoj gibljivosti bo ta 100% teti dve verziji najboljši. Je pa zdaj tak, tu je potrebno povedati, če ti je cilj razvoj gibljivosti, je moje mnenje, da si vzameš 14 dni do 21 dni. 21 dni je res že kar velika količina, že 14 dni bo dovolj za večino ljudi. Si vzameš 14 dni cajta in narediš 2 do 3 vadbene enote statičnega oziroma PNF stretchinga dnevno in ne delaš nič kaj drugega. Zaradi tega, ker če boš delal karkoli drugega, pa ti je cilj razvoj gibljivosti, boš inhibiral razvoj gibljivosti in ne bo v 14 dneh toliko optimalnega razvoja gibljivosti, kot bi lahko bila. Če ti je pa cilj hkrati razvijati gibljivost in moč, pa tako ali tako ne gre skupaj, zato ko nič ne boš optimalno razvijal, ne moči, pa ne gibljivosti. Tako da, ko ti je cilj razvoj gibljivosti, 14 dni si vzem, delaš eno od teh dveh tehnik, 2 do 3 krat dnevno. Edino, kar je, lahko kamo delaš kardio, pa še to ne teka, ampak hojo. Zaradi tega, ker pri teku je preveč ekscentrične komponente in bi lahko že sam zaradi tega tudi poslabšal razvoj gibljivosti. V to se lahko mogoče na kakem vprašanju bolj globoko spustim, ampak da ne bom zdaj tu zakompliciral. To je to. Za razvoj gibljivosti, statični stretching in PNF metoda. To je to. Bom probal zdaj čim bolj na hitrico povzeti, kar smo rekli. Če ti je cilj razvoj moči, bo najbolj v poštev prišel izvedba ali mobilityja ali pa dinamičnega stretchinga. Lahko prej bi bilo najboljš mobility, po treningu pa mogoče dinamični stretching. Če ti je cilj hipertrofija, 100% mobility prej ali pa dinamični stretching, po treningu bi jaz mogoče delal dinamični stretching, ampak pri hipertrofiji je mogoče celo bolj pomembno, da delamo med treningom, da sprostimo pump, da lahko mogoče naslednjo serijo naredimo kako ponovitev več ali pa bolj efektivno ponovitev tiste, ko pač delamo. Potem imamo razvoj gibljivosti. Razvoj gibljivosti 100% glavna kandidata sta statični stretching ali PNF metoda stretchinga, ker bomo le na tak način lahko razvili najbolj optimalno gibljivost. Plus tega pa, tako smo rekli, posebej vadbena enota, posebej 14 dni si vzajemo samo za razvoj gibljivosti. Zdaj, če imate še kakšno vprašanje, rade volje odgovorim ali pod komentarjem ali v DM-u. Če imate kakšno kritiko, rade volje odgovorim, sam pač napišite mi kritiko, da vem, da spremenimo v prihodnosti. Če ti je video všeč, bi bilo super, če ga deliš na svojem Instagramu ali pa na Facebooku ali pa kjerkoli, zato mi pomagaš rasti kanal. Če ne, pa tudi ne, upam, da je tebi pomagal. To je to, pa se vidimo v naslednjem videu.